se iskala mogoče to nek merč med zahodom pa vzhodom, da še vedno se lahko mogoče lažje integriraš v society, bi se iskala pač mogoče, veš, ker če bi šla na Japonsko, bi res mogla mogoče čisto spremeniti način komunikacije. Mislim, se Japonci te itak nikoli ne spremejo niti za svojega, ne? Mislim, se imaš zelo veliko YouTubera. Mislim, na Japonskem je, če greš za dlje časa, pa vidiš v bistvu, kako osamljeno lahko postane zelo hitro, pa že nasplošno, pa ne vem, Japonska se mi zdi, da je zdaj Tokio vsaj, se mi zdi, da vsako leto postaja slabš. V kakšnem smislu? Da vsi izgledajo, kot da so tako umrli. Res? Mislim, ne vem, jaz vem, da ko sem bila prvič na Japonskem, to je bilo v srednji šoli, tako je že po mojem tudi 10 let nazaj, je bilo, mislim, so se še vse tako, je še nek passion bil v življenju v Tokiju, zdaj se mi zdi, da zdaj po koroni so vsi... Ne, se je veliko zgodbic takih zdaj na Japonskem, ko lahko slišiš na YouTubeu, kaj se dogaja in... Kaj se dogaja? Ja, naprimer, zelo veliko mladostnikov, teenagerjev zdaj pristaja na cesti, ko bežijo stran od svoje familije. In se že prav najdejo predeli v mestih, kjer se zbirajo ti otroci. In potem samo prije policija, pa jih požene. Sploh ne rešuje problem, pa se vrnejo nazaj. A to je potem pač Formation of Tokyo Manji Gang. Zato na splošno se mi zdi na Japonskem je tako, da teh brezposelnih, ampak brezdomcev sploh ne rešujejo, ne vidijo kot problemi, ne rešujejo tega problema. Pač družinskih problemov ne več rešujejo, to je tista težava, ker... To pa tudi... Ne vem, če so jih kdaj reševali. Mislim, da so oni vedno imeli to logiko, da pač družinski problemi ne ostanejo v družini, in zdaj družina tudi ni pretirano bila aktivna. Pa veliko teh, ki so brezdomcev, imajo pač veliko storitev, veliko servisov, kamor lahko greš in te integrirajo nazaj v družbo. Ne? Torej, če nočeš biti brezdomc na Japonskem, posebej v Tokiju ne boš. Ne? Ampak nekateri si pač ne želijo biti del te družbe in problem, psihološki problem ne rešujejo. Ne? Zakaj, mogoče to razumevanje, zakaj si ne bi želel biti del družbe? Veliko imaš recimo take ljudi, ki si ne želijo ali pa niso v mentalni kapaciteti, kjer bi želeli se nazaj integrirati še, ne? Mislim, sebi mislil, pač njihova pričakovanja so precej oska, visoka. Sploh pa, ko imaš ta del teenagerjev, ki so še dokaj nezreli, ne? Kako se še razvija, pa ko jim starši niti ponujajo, neko varnost zagotavljajo, jih izkoriščajo. Nimaš osebnosti razvite, je precej težje tak problem reševati. To je naprimer ena, pol imaš vedno več isekaj zgodb, kjer umrejo zaradi overworka. Le zakaj je vedno več takih zgodb, ki se ljudje vidijo v njih, ne? It makes sense. Escapizem. Mislim, se Japonska že ima skozi, po mojem, ta problem z osamljenostjo. Vse ni bilo, ne da je bilo takrat, ampak takrat je pol bil še saj ta nek national pride v to, kar delaš. Zdaj se mi zdi, da pač, ko priješ od Tokija, ni ti delavci, priješ tako noter in ti kričijo, te tako irašajma se. Tako, to je že bolj tako, I'm dying. In prav vidiš, in pol že tudi težko se je nekako povezati z ljudmi, ni te neke kulture, pa don't get me wrong, I love Japan, zdaj planiram, da bi rada šla nazaj, spet po dolgem času, ko so se odprli, da malo na dopust pogledati, maybe it changed, maybe it's like, who the hell knows. Ali pa se je poslabšalo. Who the hell knows. Or it went to hell. Ampak priti čez ta zid, ta temajta je precej težko. Sploh se povezati z ljudmi, ker oni so tako vedno bili tisto bolj zadržani, shy. Ampak se vidi, veš, koliko si v Tokiju, pa živiš mogoče malo izven centra in pa tako, če te kak penzionist vidi na cesti, pa da tudi če ne zna angleško, je velika verjetnost, da te bodo pač govorili, ker se predvsem hoče z nekom pogovarjati. Pa pač vejo, da če bodo nek moje ponco težili, bo sem tisto what the actual. Gaijin je pa tako, it's a gaijin, like let me get 5 minutes. Kaj te pa vprašajo, naprimer? Ne vem, iz kje si, pa zakaj si na Japonsko, pa če se učiš japonsko in pa so tako, ne vem, tako, zelo se prijaznja. Hočejo komunikacijo. Jaz sem imela najboljše izkušnje, ko sva bila tam 3 mesece, skupaj z nekimi random penzionisti, ki so me zagledali tam nekje na sprehodu in pol tako s koleso se mi pelje in tako obrnem in pa tako, pa isto babice, detki, vsi tako. Pa niso imeli nobenih nefarijes, pač tako
namenov. Ne, mislim, imaš tudi te skemerje. kripe, Ja. ampak ne. Mislim, izven mesta so po mojem samo lonely. Ja. Okay. Edini ljudje, Čim umirajo v edini ljudje, ki vasi. so mene ustavljali v Aziji, no, bil sem samo v Koreji, ampak so ljudje, ki so hoteli nekaj poskemati, dobesedno. Veš. Koreja je tak razred zase. Ja, pač dobesedno imaš tako grupo ljudi ali ponavadi dvojico, ki pride do tebe in te vpraša, poznaš korejsko kulturo in pol, gremo nekam v McDonald's in pol te peljejo, McDonald's mene niso, jaz sem vedel, kaj je fora. Ampak kakem turiste pa peljejo tako v McDonald's in pol naročijo full hrane, itak ti moraš kao plačati, potem te pa še naprej, če gremo zdaj, ne vem, v nek tempelj, lahko daš svojim prednikom, veš, neko žrtvovanje in pol vzamejo tako ti 300 € za to žrtvovanje. Ja.